Lepo pozdravljeni v novem koledarskem letu in s tem tudi v prvi letošnji oddaji. Decembra se je pod vodstvom naših dijakov odvijala umetniška predstava za otroke iz vrtcev pod naslovom Veselo pričakovanje. V mesecu decembru so dijaki predšolske vzgoje na GFML pripravili zdaj že tradicionalno predstavo Veselo pričakovanje, ki je namenjeno predšolskim otrokom in otrokom prve triade osnovnih šol. Vsako leto tako otrokom popestrimo predbožični čas, dijaki pa tako sami ustvarjamo in se naučimo številnih novih tehnik z področja glasbe, likovnega in lutkovnega ustvarjanja. Tokrat palčkom, ki pridno pomagajo Božičku pripravljati darila, nagaja hudobna čarovnica, ki ni mar za veselje in ne mara veselih pesmic in plesa, zato si želi, da Božiča letos ne bi bilo. A moč lepih pesmi, ki jih dijaki zaigrajo na inštrumente ali jih zapojajo, in plesne točke jo prepričajo, da je Božič lep in da se ga vsi veselimo. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling, your friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're riding along with the song of the wintry fairyland. Outside the snow is falling and friends are calling you. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Show. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up, it's grand, just holding your hand. We're riding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy are we. We'll snuggle up together like the birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. 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 Palčki na koncu čarovnico le prepričajo, da postane prijazna in da se veseli skupaj s palčki. Hvala, draga čarovnica, hvala, rešila si letosni Božič. To bo Božiček vesel. Kaj pa sem hotela? Malo mi je bil že dolg čas brez vas, prijateljev. Pa čisto malo mi je žal, da sem vam jo tako grdo zagodila. Veš kaj, vse ti oproščamo. Tudi mi se ne bi smeli tako zelo razjeziti na tebe. Vendar... Veš kaj, pridruži se nam pri rajanju. Tako zelo bo vas spet nisem pogrešala. Grem poiskat svoje mačke, pa se bomo vsi pridružili. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for the boys and girls again. Hear those
you just the same. Santa knows that we're God's children, and that makes everything right. Fill your hearts with the Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight, stand by. Ba-ba-da, ba-ba-da, ba-ba-ba-da. Ba-ba-da, ba-da, ba-ba-ba-da. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. Happy day, listen to the bells and chimes. Here comes Santa Claus. Veselje pa je še toliko večje, saj nas svojim prihodom razveseli še Božiček. Dijaki so predstavo zaigrali na odrih v Ljutomeru, Veliki nedelji, Svetem Tomažu in na Tišini. V Kulturnem domu Ljutomer se je odprla prva samostojna razstava mladega umetnika Filipa Kulčarja. V decembru je Filip Kulčar, dijak 3. letnika in talentiran slikar ter kipar, otvoril svojo prvo razstavo z naslovom Barve mojega jaza, na kateri smo si lahko ogledali barvite abstraktne slike in glinaste skulpture. V svojih delih je Filip povedal: Inspiracija za moja umetniška dela prihaja iz moje glave. Najprej si ustvarim cilj, kaj želim naslikati, potem pa to idejo izoblikujem. Izberem barve pa naslikam na platno. Ta dela so nastala v gimnazijskih letih. Največ slik naslikam med počitnicami ali pa med prostim časom, med vikendom. O Filipu in njegovem likovnem ustvarjanju pa nam je več povedala profesorica Tanja Trajbarič-Lopert. Filip ima ogromno talenta, ki ga pravzaprav izraža na umetnosti na večjih področjih. Po eni strani zelo mladostno, zelo igrivo, na zelo en tak hiter način v slikah. Po drugi strani pa si vzame neverjetno količino vztrajnosti in časa, zato da v miru in hiperrealistično pravzaprav nariše risbo, za katero zna porabiti tudi 20 ur. Danes je pri mladih težko verjeti, da lahko kdo vztraja v eni dejavnosti tako dolgo časa. In ravno v tej njegovi vztrajnosti vidim ta potencial. Pravzaprav se na teh risbah samo uči, potem pa vse estetsko in lepo in doživeto, kar želi izpričati na platnih, pravzaprav zlije v popolnoma drugačni obliki na platno skozi barve. Sprva je bilo opazno, da fant rad riše, da rad slika. Potem so bile risbe v bistvu čedalje boljše. Videlo se je, da je za njim veliko dela v prostem času, ne samo tistega šolskega dela, ker skozi tistega bi bilo premalo. Na kar so poleg risb začele nastajati slike in te slike so naenkrat bile nakopičene polno nekih barv, ki jih zdaj počasi začne umirjati. Ampak po drugi strani, kot da se vidi sam proces odraščanja, umetniškega odraščanja in z tem umirjanjem ne umirja strasti do umetnosti, temveč jo poskuša drhtečo, bi rekla, zadržati na platno, potem pa jo pravzaprav utelesi v skulpturah, ki jih imamo razstavljene na koncu. Tam pa se res vidi prav tako več strasti, kot bi človek verjel, da je lahko da v en kipec umetnik star 17 let. Razstava se je otvorila s krajšim kulturnim programom, v katerem je kustos Srečko Pavličič predstavil avtorja, za glasbeni del pa je poskrbela skupina The Flow, ki jo sestavljajo dijaki 3. letnika GFML. Koledarsko leto smo zaključili kulturno obarvano. Pripravili smo proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti z božično novoletnim pridihom. Dijaki in profesorji smo kot ponavadi koledarsko leto zaključili s kulturnim pridihom. V sredo 23. decembra je v Šicu potekala proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Dogajanje so z odlomki slovenske poezije povezovali Mojca Jevšek, Gašper Lovrec, Tina Horvat in Nino Doto. Slavnostni gost je bil Vladimir Milošević, nekdanji poveljnik teritorialne obrambe vzhodno-štajerske pokrajine, slovenski častnik in veteran vojne za Slovenijo.
Spregovoril je o lastnih doživetjih med 10-dnevno vojno, svojem ujetništvu pod jugoslovansko ljudsko armado, sodelovanju na plebiscitu o samostojnosti ter nam predstavil svoj pogled na proces osamosvajanja naše države. Od 76 bojnih stikov z jugoslovansko ljudsko armado v Sloveniji je naša pokrajina imela 40. Od tega največ ravno na tem območju od hrvaške meje, preko teh krajev v okolici Ljutomera, Radenec pa do Radgone. Ravnatelj vam je prej govoril o ljubezni do domovine, o domoljublju. Mislim pa, da smo tu pri nas, ravno v okolici Ljutomera, to tudi dokazali in zato smo to odločitev z plebiscita na ta način tudi omogočili. Za opestritev prireditve so z mestnimi praznično obarvanimi točkami poskrbeli pevski zbor GFML-ja ter dijaki v 2 manjših zasedbah. Na planini je živel, rad je stare pesmi pel, se življenja veselil, mnogo vinca je popil, ko je prvič šel v svet, si pripel rdeče cvet, ki ga žuljavo roko. Mati dala je v slovo, oče zgubljal ni besed, bil je vajen tujce klet, fantu dal je v spomin, zeleneči rožmarin in dejal, oder hodi vozni. Si le slovenskega naroda si. Koder hodil vozni, vedi, da si le slovenskega naroda si. Veselemu praznovanju božično-novoletnih praznikov ter pomembnega državnega praznika te nas povabila tudi predstavnica občine ter ravnatelj Zvonko Kustec. Spoštovani prisotni, tako kot se upravičeno sprašuje današnja družba, ali smo še enotni in ali znamo ceniti samostojnost, se tudi mi lahko vprašamo, ali znamo ceniti, da lahko živimo v svoji samostojni, neodvisni domovini. Ali dovolj cenimo to vrednoto? Domovina ni v državi, kjer prebivajo ljudje, ampak je domovina v ljudeh, ki v tej državi živijo. Domovina smo ljudje, ki nas povezuje domoljubje. Zato vam želim, da bi v prihajajočem letu bili res enotni v razredu, kolektivu, krajevnih skupnostih, občinah, pokrajinah, državi. Da bi bili domovini bolj naklonjeni in da bi pletenju lepih vezi doma, v družini, v šoli ali službi posvetili več dragocenega časa, za katerega vsi vemo, da vse prehitro mine in nam vsako leto hitreje prinese te čarobne dneve, ko je v srcih in domovih praznično toplo. Preletimo še ostale novice prazničnega meseca decembra. Mesec december je bil vesel tudi na športnem področju. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer je gostila četrtfinalni turnir v rokometu, na katerem so se dijaki ljutomerske gimnazije v prvi tekmi pomerili z drugo gimnazijo iz Maribora in nato še s prvo gimnazijo iz Maribora. Obe tekmi je ekipa GFML zmagala in si priigrala napredovanje v polfinale državnega tekmovanja. Gre za izjemen uspeh naše rokometne ekipe, na katerega smo lahko upravičeno ponosni.
Pred novoletnimi počitnicami pa smo gostili še pomursko srednješolsko prvenstvo v košarki za dijake. Na parketu dvorane Šic v Ljutomeru se je pomerilo 7 pomurskih srednjih šol. Po razborljivih tekmah predtekmovanja po skupinah sta se v veliki finale kot suvereni zmagovalki skupin uvrstili ekipa GFML in ekipa Mursko-Soboške gimnazije. V finalni tekmi, ki je postregla s taktično igro tako v napadu kot tudi v obrambi, so dobesedno v zadnji sekundi slavili dijaki gimnazije Murska Sobota. Po motivih ruske pravljice Mašenka in medved, ki je osvila srca otrok in staršev po vsem svetu, smo se z božično simfonijo v prazničnem decembru podali na pot v deželo Dedka Mraza. Na krilih domišljije sta nas nagajiva Maša in simpatični Medo popeljala v svojo božično kočico, globoko v pravljični gozd, kjer smo skupaj dočakali smeha in iskric poln božični večer. Kot v vsaki pravljici, tudi v tej ni šlo brez zapletov. Preden pa smo zares slišali medvedovo božično simfonijo, smo morali pomagati Maši, kajti brez pomoči prijateljev bi se skoraj znašla na božičkovem seznamu porednih. Dijaki 3. in 4. letnikov gimnazijskega in 4. letnikov vzgojiteljskega programa GFML so se udeležili predavanja Darujmo kri in krvotvorne matične celice. Predavanje so izvedli študenti Medicinske fakultete v Mariboru in Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta Epruvetka. Bodoče zdravnice so srednješolce seznanile o poteku darovanja krvi in pogojih, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki se odloči za darovanje krvi. Poleg zelo poznanega darovanja krvi med Slovenci so se dijaki lahko podučili tudi o darovanju krvotvornih matičnih celic. Krvotvorne matične celice odvzamejo na 2 različna načina, med katerima se odloča darovalec. Odvzete celice nato shranijo in posredujejo bolnikom, pri čemer mora biti čim večja tkivna skladnost med darovalcem in bolnikom. Predavanje se je dijakom zdelo zelo zanimivo in tako morda koga prepričalo k darovanju krvi in s tem pomoči drugim. Desetega decembra smo dijaki 3. letnika predšolske vzgoje obiskali predbožični Dunaj in si na večer ogledali še sloviti muzikal Mozart. Dunaj smo spoznavali tako peš kot z avtobusom. Sprehodili smo se od Ringa čez Hofburg, mimo parlamenta, mestne hiše, do Grabna in Štefanove cerkve, ter na poti spoznavali vse mogoče znamenitosti mesta, poglede pa so pritegnile tudi prelepo okrašene ulice, stavbe in seveda mikavne trgovine s svojimi izložbami. A obisk mesta je bil namenjen nečemu drugemu. Spoznavanju predbožičnega časa v mestu, širjenju obzorjev na naravoslovno-zgodovinskem muzeju ter spoznavanju različnih tehnik oblikovanja in sestavljanja jaslic, ki smo si jih ogledali v cerkvi svetega Petra. Na božičnem sejmu smo lahko videli, kako so otroci sodelovali pri ustvarjanju v različnih delavnicah ter tako dobili marsikatero idejo o popestritvi dela na šoli. Na koncu smo si ogledali tudi muzikal o Mozartu in njegovem življenju, glasbeno zgodbo o izjemnem umetniku, ki izhaja iz ljubeče družine, včasih preveč zaščitniškim očetom. Mozart naveličan pobegne, saj si želi nadaljevati in razvijati svoj talent do glasbe. Zanimiva glasbena predstava je trajala do poznih večernih ur, ko smo se polnih novih doživetij, čeprav utrujeni, vrnili domov. V sklopu projekta Znanost ima mlade smo na naši šoli gostili bivšega dijaka dr. Mateja Štuheca. Zadnji mesec prejšnjega koledarskega leta nas je obiskal zdaj doktor farmacije, nekoč pa prav tako dijak gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Matej Štuhec. Njegovo predavanje je bilo zanimivo predvsem za letošnje maturante, ki nameravajo nadaljevati študij na omenjeni smeri ali pa se podati v podobne naravoslovne vode. Predstavitev je bila zelo zanimiva, saj smo tako iz prve roke izvedeli marsikaj o študiju ali farmaciji nasploh, tudi o tem, kako izgleda delo farmacevta, kdo so tako imenovani klinični farmacevti, s čim se ukvarjajo in seveda, kakšne so možnosti zaposlitve te smeri. Možnost je zelo veliko, farmacija je zelo široko področje, verjetno najširše od vseh ved, kar jih obstaja, tako da ste se lahko zaposliti ali v lekarni, bolnišnici, lahko v farmacevtski industriji ali pa v poslu, če vas to mogoče bolj zanima. Dr. Matej Štuhec je iskreno povedal tudi, komu priporoča študij farmacije oziroma kakšnega dijaka vidi na tej fakulteti. Vsakomur, ki ga farmacija vsaj malo zanima in si mogoče želi raziskovanja tekom celotne njegove kariere, te tudi tistemu, ki mogoče še ne ve, kam bi šel, pa ima talente v naravoslovju, pa bi mogoče rad tudi dobil lepo službo.
Za zdaj se od vas poslavljamo, hkrati vam pa želimo uspešno leto 2016. Za konec vas še povabimo na delavnice Znanje za mlade, ki jih bomo 27. januarja pripravili za osnovnošolce, sodelujoči pa si bodo ogledali tudi prireditev GFML se predstavi.